Evo me, daš kar snimati. Že snema. Danes imam zate iPhone 12 in iPhone 12 Pro. Ne, nista ista, podobna pa. Pa lahko bi rekel, da tu... govorim še. Da bo tole malo bolj razumljivo, dajmo si najprej pogledati 12-ko, pa damo Proja mejčkan na stran, takole lepo. Tole je kar upgrade od lanske 11-ke. Tega spremlja nov dizajn, jači displej, boljša kamera, 5G, pa še kaj bomo ven zbazali. Pa dajmo začeti pri dizajnu. Letos imamo frišenga, pol frišenga. Apple se je letos odločil, da celi svoji liniji telefonov namen dizajn, s katerim smo se srečevali davnega leta 2012, pri petki. Po toliko časa je manj zaokrožena izvedba iPhona, prijetna osvežitev, telefon ful bolj paše v roko, pa nudi boljši oprijem, vsaj če mene vprašate. iPhone 12 je od svojega predhodnika za desetino pa mišjega ožji, lažji, pa tudi manjši. Če pogledamo lanskega pa letošnjega, se prav vidi, da je največ shujšal glih na robovih. Pri 12-ki so ti matirani, zadaj pa je steklen iSandwich full glossy, tako da vitek bo kar sedel. Okvir je pa na obeh straneh prekinjen za enega od headline featurejev 5G. Smo k tem malo kasneje. Spredi, ekran. Sprednji del telefona je napram prejšnjim letom pri celem line-upu iste familije, Super Retina XDR display. OLED tehnologija all the way, višja ločljivost kot kadarkoli prej. Tako na iPhone 12 in iPhone 12 Pro dobiš zaslon 6,1 palca in resolucije 2532x1170. Apple zmeraj te neke čudne cifre daje z resolucije, res. Nov dizajn pa za seboj potegne tu zaslon še malo bolj proti robu, vse to pa ščit Ceramic Shield, za kar Apple trdi, da je trši kot steklo na katerem koli telefonu do sedaj. Vzadji, a veš kaj pa vzadji? Ene hude kamere. Ene dve. Nekaj tazga smo videli že lani na 11-ki, s tem, da je letos glavna leča sestavljena iz 7 elementov, kar pomeni več svetlobe, kar pomeni, da boš ti delal lepše fotke. Pa ti tudi. Zadnji imamo 2x12 megapikslov, to je za ultra široko lečo zaslonko 2,4, pa široko lečo zaslonke 1,6. Pa optično stabilizacijo. Optični zoom med tema lečama je dvakratnik, ima pa še 5-kratni digitalni zoom. Poleg tega pa je z novim A14 Bionic procesorjem in Smart HDR3 še toliko bolj smart. Zdaj dobiš night mode na vseh lečah, tako da ti sam slikaj po dnev, po noč, pod vodo, pa spredi, pa v zadnji, pa v sonce, pa v tla, pa v masko. You get the point. Do zdaj smo imeli na iPhoneu zmeri dober 4K video, zdaj imamo pa še Dolby Vision HDR. Full send. To se je zdaj začelo pojavljati v novih flagship telefonih. 5G. Ta ti omogoča hitrejši prenos podatkov, s takim speedom se ti zalušta pogledati en film. Že imaš. FaceTime z grupo friendov, nobenega prekinjenja. Hočeš špilati? Dan! Vse to pa ti omogoča Appleov nov čip A14 Bionic. Ta tip ima noter skoraj 12 triljonov tranzistorjev, tako da bo raztural karkoli mu vržeš naprot. Je pa to tudi prvi 5-nanometrski procesor ever, tako da kar se tiče učinkovitosti bo tole top. Ker pa sploh še ni bilo dosti vsega, je Apple poleg telefonov predstavil tudi nov magnetni sistem v telefonih za boljše brezžično polnjenje. MagSafe. Mogoče se to spomniš, če si imel kdaj kak starejši MacBook. A veš, v magnetek. Torej, imaš še vedno isto staro dobro brezžično polnjenje, plus zdaj boš imel na voljo magnetne polnilce, pa ovitke, ki se ti bojo gor pripopali, pa denarnice. Tako da. Vse to, da se ti telefon hitreje napolne, pa da lahko več uporabljaš ta nov iOS 14. Tle se pa vse skupaj združi v izjemni uporabniški izkušnji, končno lahko dodaš malo duše na home screen z widgeti, recimo za vreme ali pa baterijo. Full uporabno. Kompakten izgled dohodnih klicev, pa nov izgled za Siri. Pa v Messages si lahko na vrh pinaš frende ali pa jim direktno replyaš na sporočila. Appleova prioriteta za letos pa je varna hramba tvojih podatkov v tvojem telefonu. Vse to bomo še Proja. Meni je že vroče. Ampak okej. Tukaj je pa vse tako kot na 12-ki, sam še malo bolj Pro. Torej, da ponovim, na hiter. Res sta si ful podobna, pa tudi isto sta velika. 6,1 palca. Ampak namesto aluminijastega ogrodja imaš na Proju nerjaveče jeklo, steklo zadaj pa je matirano. Ta finish man deluje res premium,
sam bi bilo pa res tudi hodo, če bi bil in ob strani mat, in v zadnji mat, mogoče drug let. Poleg tega je tale Pro tudi 25 gramov težji, proti 12, ki se kar precej opazi. Spredi te preseneti enak zaslon prve klase, zgoraj imamo še vedno noč s Face ID-jem. Kamera. Zadaj dobiš še 12 megapikslov telefoto lečo, zaslonko 2,0 in optično stabilizacijo. Ta kamera nudi 4-kratni optični zoom in 10-kratni digitalni zoom, da lahko zajameš kakšno fotko z maksimalno globino. V kotu kamera modula pa se skriva še ena nova pridobitev, LiDAR senzor oziroma Light Detection and Ranging Scanner. Ta nudi podatke o globini oziroma prostoru, kar premore k še boljšim portretnim slikam. Sploh, hi friend, ja friend. Ta nudi podatke o globini oziroma prostoru, kar premore k še boljšim portretnim slikam. Sploh po noč, pa tudi hitrejši autofokus. Hude bojo pa tudi implementacija, ne, ja muca. A ja, pa ker še to ni dovolj, na Proju dobiš še Apple ProRAW format fotk, ki ohrani ful več podatkov, za katere se jame senzor. To pa tvoji fotografski duši da ful več možnosti, ko prideš do editinga fotk. Ne, nismo še konc s kamero. HDR Dolby Vision na Proju preskoči 4K30 na 4K60 slik na sekundo. Crazy. Z istim procesorjem pa dobiš vse luksuze, ki si jih videl že v 12. Pri A1 sta tako iPhone 12 kot iPhone 12 Pro že na voljo. Pa da ne pozabim, nov telefon, nove barve. iPhone 12 bo na voljo v modri, zeleni, rdeči, beli in pa črni barvi, iPhone 12 Pro pa v Pacific modri, zlati, grafitno sivi in srebrni barvi. Če bi Applovega najnovejšega ljubljenčka rad spoznal v živo, te že čakajo v prodajalnah A1. Pa ne se odločiti prehit, ker ti kmalu predstavim še druga dva nova modela serije 12. Ne se pozabiti naročiti na naš YouTube kanal, da ti slučajno ne uide kakšna nova stvar. To je zaenkrat to, se vidimo kmalu in Mihal. Čau!